David, zdravo. Pozdravljen. Gre. Jaz bi imel eno vprašanje, če bi mi lahko na kratko predstavil podjetje, koliko je zaposlenih, kdaj je bilo ustanovljeno? Lahko, se pravi, mi smo podjetje gradbenično projektiranje Alja, David Urmeč SP. Trenutno je zaposlenih 5 in pa študent, ki je na, se pravi, pod štipendist. Samo podjetje obstaja od leta 2013. Pod mojim imenom, prej pa je bilo pod želenim imenom iz leta 2007. Da smo že kar 13 let na trgu. Super. Zadeva koliko toliko laufa. Je ukvarjanje, kaj se ukvarjamo, se pravi projektiranje, nadzori, vodenje gradenj, vodenje gradbišč, se pravi vse, kar se tiče gradbenih papirjev in pa dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja in pa kasneje tudi uporabnega. To je pretežno ta regija ali delate po celi Sloveniji? Po celi Sloveniji. Super, to je pa lepo slišati. Po celi Sloveniji. Kako to, da ste se odločili za implementacijo, da ste se odločili za implementacijo BIM-a v... Ja, zdaj sama ideja že kar nekaj časa traja, s tem, da pač ko so bile možnosti, je bilo to prvo dejanje oziroma prvi vložek, ki je sledil v samo podjetje. To se pravi, da je to projektiranje, bom rekel, točno tako se gradi, da veš, ko projektiraš tudi, kako se bo to izvajalo in pa da je to podprto z enim takim računalniškim programom oziroma kompletnim projektiranjem kompletne stavbe. Zakaj pa prav Alplan? Z Alplanom sem se že srečal na bivši firmi, sicer ga tam nikoli nismo in niso naštudirali tako, kot bi morali. Je bilo to pa leta že pred letom 2007, tako da smo, takrat sem videl zadevo, kako deluje, pa potem sem tudi gledal predstavitvene zadeve tega novega Alplana in se mi zadeva dopadla. Kakšna je vaša izkušnja z temi novimi orodji? Ste to videli kot oviro ali kot prednost? Sigurno kot prednost. Zakaj? Zato, ker ko projektiraš, bom rekel 2D, se pravi tlorisno, pa potem to iz tega rišeš prereze, fasade in tako naprej. Ko je to projekt, ki ga zrišeš, gre dokaj hitro in pa dokaj vrel. Ko pa moraš neko zadevo popraviti, takrat se pa zadeva začne rušiti. Zato, ker ne vem, ko zamenjaš neke zadeve v tlorisu, jih potem ali pozabiš, ali spregledaš v prerezu, ali fasadi in tako naprej. Tako da je pa tudi, kar je še bolj pomembno, je to, da potem v BIM-u tudi vsi inštalaterji, statik, potem taki rešijo armaturo in tako naprej, dobi takoj informacijo oziroma ima pregled nad tem, ali je to bilo ta sprememba, ki se je zgodila, ali je to pomembno za njegov del načrta ali ne. Kako so se pa zaposleni odzvali na to spremembo? Sigurno malo z strahom in pa bom rekel z nekim spoštovanjem do tega, kako bodo se tega naučili oziroma kako bo ta zadeva komplet potekala. Ampak moram reči, da ko smo začeli, da je se kar hitro vpeljala zadeva. Katere so najbolj pomembne prednosti BIM orodij oziroma Alplana? Prva, največja taka zadeva je to, da je kvalitetno in pa pravilno narejeno. To je po mojem ena takih največjih prednosti BIM projektiranja. Tudi sami popisi, sama preglednost projekta, tudi vemo, da projekt se ne dela enkrat nariše pa ostane, ampak se spreminja tudi v času gradnje in takrat je tu največja prednost, zato da lahko hitro dobiš informacijo o kompletni spremembi, ki je oziroma se zgodi na kompletnem objektu. Če eno steno predstavimo, to ne pomeni, da je to samo se tiče tega dela,
ampak takoj vidimo, da je lahko not kakšna koli inštalacija, kakšen koli vod, ki mu vpliva potem tudi na kompleten objekt kasneje, ko bo recimo gradbeni del zaključen. Tako da tu vidim največjo prednost vsega tega. Ne. Ali ste poleg avtomatizacije samega procesa, delovnega procesa, kot ste mi razložili, a je še kakšna prednost? Se pravi, na času in na denarju? Dobro, zdaj na času, dokler smo še v tej fazi, ko še ga ne obvladaš tako hudo dosti, je časovno nekje tukaj, ni nekega velikega napredka. Je pa sigurno, ko bo zadeva še nam malo bolj vsedla, bo sigurno to še hitrejšlo, je pa največji napredek časovno vidim pa kasneje. Se pravi, po izrisu PZI projekta in potem, ko začnemo, ko se objekt gradi, ne, avtomatsko vnašamo spremembe, ki se avtomatsko prenašajo v PIT projekt. Tako da tu je potem ta največja sprememba, kar se hitrosti tiče, drugače pa največji korak naprej je pa natančnost. Ne. Kaj pa glede prerezov? Glede vsega, zato ker ko to začneš sukati, gledati, vidiš, da je, ne vem, centimeter drugače stena postavljena kot spodnja, recimo, ki jo v 2D nikakor ne moreš videti. Ne. Jaz vem, da to zidarji mogoče naredijo prav ali pa tudi ne, ampak če v projektu ne štima, na gradbišču še tudi težje. Definitivno se bo težje. Kaj pa vaši kolegi? Ja, zdaj, da bi eno podjetje poznam, ki ima tudi Alplan, smo približno istočasno jemala, s tem, da on mislim, da ima najbolj samo za armaturo visati. Dočim mi pa smo šli v kompletno, se pravi, od začetka pa do vseh inštalacij, pa vse, da pride v enem dansko BIM sistemu, da se riše. Ne. Drugače pa, ko poznam dosti velikih firm, ko še nimajo niti 3D programov, kaj še le BIM projektiranja. Kako pa je zdaj sodelovanje z njimi? Sodelujemo potem preko 2D sistemov. Ne? Se pravi, mi izvozimo v AutoCAD, pošljemo njim, če je kaj potrebno, drugače pa vse, kar zdaj mi delamo od inštalacij in vse skupaj v BIM sistemu. Če bi vas danes eden od teh birojev, ki ne uporablja še BIM-a, sem še vedno na AutoCAD-u, vprašal, ja ali ne? Definitivno ja. Zakaj ja? Definitivno ja, ker je... Ko se enkrat to navadiš, vidiš, kaj si zamuja vsa ta leta, ko tega ni bilo. Ne? Jaz sem sicer, mi smo že prej projektirali v enem 3D programu, ki je bil za DGD oziroma za idejno zasnovo zelo v redu. Hiter, pregleden, ampak pol se je pa tu zaključilo. Ne? Za sam PZI projekt je pa bilo daleč premalo. Ne? Tukaj pa je zdaj res, kar začneš delati, je zadeva tudi za PZI uporabna, oziroma samo nadgraduješ. Drugače pa, ne vem, ne predstavljam si podjetja, da več zdaj v današnjem času ne zrišejo 3D objekta. Če bi mi lahko izpostavil en projekt, ki si ga nazadnje delal, in pa malo opisal v bistvu, kaj se je točno dogajalo, oziroma kje so bile te prednosti BIM-a oziroma Alplan. Zdaj, najlepše se to vidi, vse prednosti, ko sam projekt, ki ga mi zasnujemo oziroma naredimo, pride v realnost, se pravi na gradbišče. Takrat se komaj začne pojavljati največja prednost, ki jo jaz vidim v tem BIM projektiranju. Ne? Iz gradbišča recimo dobimo, konkretno smo delali hlev, ki se izvaja, trenutno je v fazi, se pravi, izdeluje se pritličje, tako da bo prišla konstrukcija in je tu bilo kar nekaj sprememb, kar se tiče samih višin, potem spremembe nekega višina krmilnega hodnika, kjer je bil nosilni del na njega pritrjen in takrat, ko se to spremeni, hkrati takoj dobimo in spremembo prereza, njegovo višino in vse to nemudoma lahko pošljemo in izdelovalcu montažne konstrukcije in na gradbišče in vsem inštalaterjem.
Tako da je tukaj potem se vidi ta hitrost, prednost in pa predvsem pa zopet natančnost. Tako da ta hlev zdaj dejansko je zaživel na gradbišču in tudi se končuje počasi. Tako da tu se potem vidi dejansko tole. Ker projektivni biro tudi spremlja zadevo tako dolgo, mi imamo tu tudi nadzor, zato smo tu tudi malo bolj vpeti v te zadeve. Še eno vprašanje, kako si zadovoljen z nami, se pravi, kot po tvojo podporo? Vse, kar smo rabili, vse, kar smo prosili, vse smo dobili. Tako da to je to, kar lahko povem. Okay, super. To je to. Hvala za enkrat.